Tradicija tesnih tekem z malo goli v Domžalah se nadaljuje. Tokrat se je končalo brez zadetkov, čeprav bi lahko bilo po dogajanja polnem drugem polčasu tudi drugače. Kruno Jurčič je opravil nekaj sprememb, tako da je v obrambi namesto Džilija začel Filipović, medtem ko je v centru napada namesto Tavaresa začel Mendy. V prvem polčasu malo resnih priložnosti. Strel Črnica v 22. minuti je Handanović zaustavil. Podajo Skota Ibrahimija v 32. minuti pa je proti domačem golu preusmeril Vršič. V drugem polčasu pa, kot rečeno, veliko razborljivih in nevarnih situacij pred obema goloma. Začelo se je v 49. minuti, ko so po kotu Domžalčani izbili. Prvi poskus Bajdeta je končal v bloku. Filipovićev strel pa je v nadaljevanju zaustavil Vidmar. Odgovor Skubica na drugi strani po preigravanju je njegov strel zaustavil okvir gola. Le 2 minuti kasneje novo soočenje Črnic-Handanović z obrambo mariborskega vratarja. Poskus Manceja pa je pred golovo črto zaustavil Janža. Odgovor na drugi strani s kombinacijo Vršič-Janža. Njegova podaja je končala v roki domačega branilca, toda brez kazenskega strela. Zato pa nevaren protinapad, po katerem je Črnic zgrešil. Četvrta utakmica u nizu, kad se igra svaka 3 dana, je kritična utakmica. Ovo je danas bila četvrta naša utakmica i poslije derbija i poslije svega toga i ona je u energetskom smislu kritična. Zato smo mi u tom drugom dijelu pali, jednostavno nije bilo dovoljno baruta da bi onaj možda dobar ulazak u drugo polovrijeme proširili, produžili i da bi bili opasniji u toj završnici utakmice. Naslednji so poskusili prvaki, toda po podaji Ibrahimija je Mendy z glavo meril domačega vratarja. Sledili sta 2 novi akciji domačinov. Poskus Morela je Handanović zaustavil. Bomba Črnica 2 minuti kasneje pa je zletela znova mimo. V 83. minuti je po prostem strelu poskušal Horić, toda žoga ni prečkala črte. Zadnja priložnost za zmago pa se je ponudila v sodniškem podaljšku, ko je po tleh močno udaril Janža, toda blok domače obrambe je prinesel le kot. Končalo se je 0:0. Razlika na vrhu je sedaj 8 točk. Ja, na koncu točka v redu, saj nekako so te priložnosti prišle iz prekinitve, tako da mogoče 2-3 priložnosti več za Domžale, ampak enostavno mi smo imeli tudi svoje in mislim, da danes bi bilo tisto, ki bi zadev bi zmagal. Naslednja tekma pa v soboto v Ljudskem vrtu, ko bo ob 17:30 gost Krško.